Lepo pozdravljeni vsi na novinarski konferenci Petrola Olimpije, ki je bila sklicana zaradi nekih dogodkov, ki so se dogajali v tem tednu. Z nami sta gospod direktor Roman Lisac in novi stari igralec Petrola Olimpije Mirza Begić, pa damo priložnost za komentar dogajanja v tem tednu gospodu direktorju, da mogoče pove neke novosti, da se razčisti javnosti določene zadeve, ki so se dogajale. Gospod direktor. Ja, jaz bi sam povedal, da pač večina že v tekoče že kaj zvrtate podatke in tako dalje, ampak da ni nejasnosti, bi pač sam razložil. Torej, najava je bila že dlje časa in tudi pogodba bila že sklenjena prejšnji teden z Mirzo Begićem ob vračilu iz Irana, kjer je igral nazadnje, vendar bila je ta opcija, da pač, če bi se kaj zataknilo okrog letter of clearance, je bil to pogoj, da pač pogodba živa rata, in jaz to moram reči, da z vsem veseljem povem, da smo to dobili od FIBE direktno, ker pač je bila Iranska zveza totalno neodzivna in smo potem na ta način. Druga zadeva je, tudi najavljali smo prihod Isufa Salana, to je mladega perspektivnega igralca iz Ukrajine in enega večjih prospektov, pravijo v tem trenutku, tudi viden igralec na Evropskem prvenstvu za mlade do 18 let in fanta smo že registrirali. Ne bo mogel še igrati danes v Kopru, ampak že bo potoval v Budućnost v Podgorico. S tem, da fantje v tem trenutku prospekt oziroma talent. Torej, da ne bo kakšnih prehudih pričakovanj v tem trenutku takoj. Fant je prišel zato sem, da bo napredoval in da bo iz Olimpije odskočil v še višje sfere in višji klub, torej da se bo tukaj izpilil, dodelal in to naredil. Pogodba je pa večletna, v bistvu 4 leta. To bi jaz imel za začetek. Hvala, gospod direktor. Mirza, ti nisi več talent, uveljavljen igralec. Vrnil si se v Ljubljano. Prvi občutki podpisu, zakaj taka odločitev? Lepo je biti doma in igrati za svojo ekipo. Jaz bi se hotel zahvaliti gospodu direktorju in seveda gospodu predsedniku na tej priložnosti, da lahko počasi končujem svojo kariero v klubu, v katerem sem tudi začel se resno ukvarjati s košarko. Lepo je videti, da končno Olimpija ima močno upravo, kakor po finančni plati, tako tudi po strokovni. In jaz bom dal vse od sebe kot vedno, da čim bolj pomagam ekipi, da pridemo do čim boljših rezultatov. Hvala. Vprašanje. Mirza, koliko si v bistvu pripravljen za v tem trenutku? Lahko takoj daš nekaj prinos? Jaz mislim, da ja. Nisem optimalno pripravljen, ampak že 8 dni treniram za fizično pripravo, tako da počasi bom prišel v to optimalno pripravo. Kako pa je šla ta epizoda v Iranu? Kako si tam bil zadovoljen? Mislim, da največji problem je to bil, da nisem mogel biti toliko časa na razne družine. In to je v bistvu razlog, zaradi katerega sem dal odpoved tam. Kakšen je pa kaj, nivo košarke tam? Kot v celotni Aziji, razen Kitajske, nivo košarke je zelo slab.
kakšno vprašanje? Gospoda direktorja, kaj v bistvu pomeni za klub podpis samo ja, sej, to je lepo, da se govori, jaz bi sicer zdaj še se na Mirzo navezal, pa bom potem tudi na to, ne. Jaz sem vesel in ponosen, da je Mirza prišel, da smo se uspeli da sem se jaz uspel v soglasju in absolutno z predsednikom, v sodelovanju s predsednikom in pač potrditve celega upravnega odbora, da bi bilo to strateško to dobro, da pripeljemo Mirzo. Dobro, Mirza se mogoče ni prav izrazil, ker je rekel, da je fajn, da je močna uprava, ki je tudi za denarjem tukaj, ne. Bogati še nismo, ne. Se trudimo, tudi objaviti kakšne lepe stvari v kratkem času, ampak trudimo se maksimalno. In naš cilj je, ker Mirza ima dolgoročno, mislim, ima še v naslednjih letih, torej, kakor je sam rekel, da bi nekako počasi tukaj rad zaključil kariero, to pomeni, da ni zdaj teh pol leta tukaj, pa da potem gre, ampak pomeni, da ima pogodbo še naprej tu in mislim, da si zasluži. On je od majhnega bil pač tle zrastel, tle igralec ratov in tudi lahko veliko Olimpiji da za svojo zelo dobro držo in v garderobi in na igrišču. Se veste sami, Mirza je bil en tak priljubljen igralec Olimpije vedno in tudi igralci, moram reči, da so se zdaj kar dobro ga sprejeli oziroma se ve, kje je, kakšen je red v garderobi. Toliko okrog Mirze. Okrog Isufa pa sledeče. Jaz mislim, da je nujna bila ena taka poteza, ker to je, verjamete mi, tudi velika, za marketing velika zadeva za Olimpijo, ker Olimpija zopet prihaja na zemljevid, kjer že dolg časa ni bila. Torej, se pravi, po zagotovilih in teh naših parih slovenskih skavtov in drugih, kar mi lahko verjamete, da jih veliko poznam, in ljudi v košarki in v Ameriki in posod. To je fant, ki je v vseh zvezkih oziroma na radarju vseh NBA skavtov. Torej, najmanj, ne vem, ga redno in orem spremljajo 15-20 klubov v NBA-ju. To pa pomeni, da bi lahko v bodočnosti lahko dejansko se spet vrnili skavti v Ljubljano. To je bila velika stvar. Tudi za lažjo komunikacijo in lažji prihod naslednjih talentov, ki bi to potegnilo za sabo. Ker se veste, prej so hodili skavti sem ne gledati olimpijine igrače, ampak igralce od, ne vem, od Mege igralce, pa ne vem od koga še, kakšnega talenta so že prišli pogledati, ampak to 2-3 za baje, tako bomo videli in upam, da to tako tudi bo. Bi bil to en začetek in zagon nečesa novega in prvi taki pravi koraki za Olimpijo. Kakšen je bil pa njegov status v Dnipru? On je zdaj tudi igral v članski ekipi. Ja, on je... razhod njegov, ali ste plačali odškodnino? A seveda. To je... Glejte, jaz nikoli v življenju, pa sem tudi eno zadevo naredil že v AHBA ligi tako, ker nisem hotel prav narediti, da se to je stvar, pogodba je stvar partnerjev in je odškodnina direktno klubu,
s klubom, je pa tudi ta prava odškodnina in buyouti za Olimpijo. To pa se siguren, ko se bo to zgodilo, boste videli, da je to to. Je dober posel. Absolutno. Absolutno. Bom ponosen tudi nase, če to vse skrprata. No, tako. Še ni skrivnost, da si Poleček tudi imel nekaj kontakte z Olimpijo. Zakaj recimo takrat ni prišlo, da si se odločil? Res je bilo, da smo se pogovarjali takrat z Zupančičem, ampak je prišla ta ponudba iz Irana, ki je bila finančno dosti bolj ugodna in sem se takrat odločil, da gremo v Iran. A zdaj za tekmo v nedeljo boš že? Mogoče še danes bom igral proti Primorski. Ja. Mirza, zdaj 8 dni treniraš z fanti, kakšna se ti ekipa, trener, kakšne čutki? Zame je vse novo, tudi za trenerja isto. Meni se zdi ekipa, da ima dosti kvalitete in potencijala tudi. Sam mislim, da je edini problem to, da je preveč tekme. Res, oni vsak drug dan igrajo tekmo, ni časa niti za počitek, niti za trening. Tako da je po mojem to največji problem. Kako se boš ti probal spopasti s tem tekmom? Jaz sem še vedno svež. Tako da po mojem, da ne bo problem. Zanimivo še za direktorja. Razna logika, različne stvari slišimo. Vi ste rekel, da že bolj trenerski posel, da sem ga z njim govoril pri tekmu za študijante, sem ga rekel, da ga zanima samo še zaenkrat samo igranje. Kako je zdaj v bistvu? Glejte, skrivnost ni nobena. Lazar Lorbek je registriran igralec Olimpije. Lazar Lorbek lahko, ne vem, igra že v soboto državno prvenstvo, torej slovensko. In Abo je tudi registriran, ni registriran v Champions League. Torej, jaz bom rekel tako, Lazar Lorbek želja igralca je vedno, da in težka stvar je to, odločitev, kdaj je ta pravi moment, da odnehaš in rečeš, zdaj bom dal pri fuzbalu se rekli kopačke na obešalnik, tle pa lahko so perje ali pa dres bom slekel. Razen je vsak trening tukaj, evo, to lahko Mirza potrdi. In moram reči, Razem se dozira sam, kakor bi lahko on dela neko fizično pripravo, on ni, da ne trenira. On, se veste, Lazar Lorbek je znalec košarke in on more sam sebe in v svoji glavi in razčistiti se sam sabo, ker to so težke stvari, to ni easy stvar, pa če nekdo malo poškodoban, mesec dni pa bo prišel nazaj, pa kaj. To so zelo ključne odločitve za njega in on tudi zdaj svetuje, dela s centri našimi in tudi je zraven pri štabu, ker v neki bodočnosti je izrazil željo, da bi bil rad enkrat v svojo kariero nadaljeval kot trener. Drugače kot Mirza, ki pravi, da trener ne bi bil nikoli, ker sem se prav pogovarjal to. Tako da, evo, to je Lazar Lorbek. Pa da ne bi bilo kakšnih vprašanj, jaz moram reči, da naj noben ne skrbi glede kluba in Razma Lorbka, skratka vseh Lorbkov je zelo dober odnos in zelo dober narejen tudi za Razmom, tako da za klub je to zelo v redu. Je pa prav, mislim tudi, da in ni nič narobe, če imamo enega Razma Lorbka tlele 20 metrov stran, da ne bi prišel malo na trening, da ne bi lahko naš koš uporabljal, naš fitness in tako dalje, recimo. Mislim, da to nobenemu ne more iti v nos. In da je bilo to za nas velika stvar, če bi tudi enkrat čez mesec, 2, 3, ne vem kdaj, da bi rekel, zdaj bom pa probal eno tekmo odigrati. Samo to. Kako pa zgleda, kako deluje na treningih, a vi ocenjujete, da
piše vse lahko, mogoče mir za. Pa on ima ogromno željo. Zdaj, zadnji čas sem imel težave s tem kolenom in mislim, da bo najbolj pomembna ta fizična pripravljenost, ki ne može dobiti čez dan. To traja neki čas. Kaj pa mogoče pomeni za vas visoke igralce, v bistvu, da je tu delo z razno, da ti si izkušen pa to, ampak... Ja, samo če pogledate skozi kakšne ekipe in kakšne vse lovorike ima Razen Lorbek, sigurno, da ima ogromne izkušnje in je igral in treniral z najboljšimi igralci Evrope, pa tudi sveta. Sigurno, da veliko pomaga. Tudi trener je najboljše probal, tako da kar nekaj zna marsikomu kaj povedati. Ne? Seveda. Kakšna je pa situacija z Domnom, se že kaj ve, koliko je resna? Ja, mislim, da se ve situacija. Domna smo na magnetno rezonanco peljali, pregledal ga je klubski zdravnik, dobili smo izvide iz magnetne rezonance. Na srečo in na ne vem kaj še ne rečem, ni poškodovana križna vez. Ima malček poškodovan oziroma ne vem, da ne bom narobe rekel. Nategnjeno, v bistvu je malo. Nategnjena vez, pa malček je počel, izliva v kolenu je, ne, tako da bo treba to ven. V Podgorico ne bo šel z ekipo. No. Ne bo šel, ne. Ja, bo pač doma delal terapije s fizioterapeutom. Bo se pa videl, koliko časa bo odsotno. Ni pa to poškodba, ki je bila sanirana, ne. Torej, to je čist drug moment. Njemu je spodrsalo in je pač to nekaj nategnil oziroma malo ta meniskus poškodoval. Je sicer isto koleno, ne, in se pravi, vsi smo se ustrašili, da to Bog ne da je kaj tazga, ampak na srečo ni, no. Evo. In zdaj ne vemo še pa, kako bo potekla rehabilitacija. Tudi Sanon je v procesu zdravniških pregledov in vseh teh meritev in pač pregledal, da dobi tudi, ker tukaj striktno vsakega igralca, ki pride, moram reči, da tudi Mirzo smo... Pregledam. Ja, res. Čeprav pač vemo, kaj kupujemo, ne mačka v žaklu, ampak zdaj smo spremenili procedure in dejansko jaz nisem doktor, zakaj bi bil odgovoren za nekaj, kar lahko doktori suvereno povejo in odgovorno, a je igralec ali ni igralec. Ja, pa doktori pravijo za Jana Barbariča, glede na to, da ga zdaj spet nekaj tekem ni bilo. Mogoče dobro vprašanje. Meni je strašno škoda tazga fanta, ne? Ker ta fant dejansko, mislim, da je zdaj dobiva eno zadnjih možnosti. Mi smo se zdaj govorili za en nov proces po konsultaciji naših klubskih zdravnikov, fizioterapije, fizične priprave, smo še ene zunanje ljudi pač poskušali uplesti noter, da bi na vsak način poskušali še zadnje te stvari pomagati oziroma vrniti igralca na igrišče. Jaz, kot, ne vem, ko vodim ta proces, več ne morem narediti. Jaz sem vse stvari smo probali. In mislim, da bo ta zdaj, jaz sem dal nek rok, ker jasno za vsako stvar moraš nek rok dati, da upam, da se bo po teh 8 tednih Jan Barbarič vrnil v klub, ker veste, ti te procese delaš je problem, da se prepletajo. In pol je vedno en na drugega, ali so naši nekaj narobe naredili, ali je ta zunanji nekaj narobe naredil, en na drugega, noben noče biti kriv. Zdaj smo pač to presekali in sem rekel, koliko rabite, 8 tednov, spravite ga tam, kamor naročate, torej obljubljate, kaj bo, torej to naj bo to, kar so zahtevali, in potem, ko bo Jan prišel nazaj, jaz upam, da bo šel lahko postopno k nam v proces,
in da se bo vrnil v nekem času, ker to bi bil naš en od, jaz skozi mislim, da bo en od stebrov plejev v Olimpiji in kot Slovenc mi ga rabimo in hočemo vse narediti, da bi ga obdržali. Torej, veliko težje se odpovemo nekmu, ali se bomo odpovedali zdaj nekmu igralcu, predvsem Slovencu iz gnezda tle Olimpijinga, mogoče kot je bilo v preteklosti. Jaz upam, da to mogoče že vidite, tle je bil problem tudi okrog igralca, ki smo ga odpustili, ampak sem nekaterim vašim kolegom že povedal, kako in kaj je in za tem pač stojimo. Ne. Tako da ne bi to pogrevali, ampak verjamete mi, da bomo v Olimpiji naredili vse, da poskušamo vzgojiti čim več domačih igralcev in poskušati vsako leto kakšnega potegniti iz mladinskega pogona in ga dati in poriniti v prve ekipi. Mislim, da se bo z matično spremenili, se je že začeli na trening prihajajo mladinci, mislim, da jih bo še več s časom. Mislim pa, da je tudi nekako lepše videti zdaj Olimpijo, ki je nekako bolj polna dvorana, kot je bila pred 14 dnevi ali pa mesecem dni, ko je bilo en poškodovanih igralcev, veliko, skozi ste videli, da smo bili čista bolnišnica, s tem, da zdaj lahko se vidite sami, da pač igra se lahko skoraj, se rotira skoraj cela ekipa. Mirjana, lahko samo še toliko, nekaj si omenjali, da sem bil tudi ponudbo Primorske, je bil tukaj res, ali je bila Olimpija edina zdaj, kateri smo? Imel sem še nekaj ponudbe iz Turčije, tudi iz Italije. Res je, da sem se slišal z gospodom Avancem, ker se poznamo že iz reprezentance, ampak sem vedno prednost dal Olimpiji, ker to je moja ekipa, moj klub. Bo zadnji? Ali... Upam, da bo. Bomo videli. Mirza pa ta Ukrajinca registrirana za ABO, pa za domačo prvenstvo. Ne. Vse, tudi PCL. Vsa tekmovanja. Sam danes Ukrajinče nima pravice nastopa. Ker morajo 48 ur od... ja. Tako da druga pa vse. Tako da smo zdaj nekako bolj mirni. Kako? Vse v redu, Betl se... Ne, danes ne bo. Ne. V Podgorico potuje z ekipo. Ja. Zvel si je Gležen, nič resen. Ne Orem, no, tako da. Ja. To je, se pravi, to je ena iztrošenost. Ja, seveda, to so prvič tri tekmovanja, ki bi se jih treba prijeti čisto na drug način. Torej, uporabiti mladinsko ekipo, mi jo sploh ne uporabljamo, ker ne moramo. Torej, uporabiti mladinsko ekipo, če se tri tekmovanja igrajo, pa se ni, ker je bilo nemogoče, tako spet, kot je bilo, kot sem obljubljal o Kralja in ne vem koga še vse, da bo, pa je bilo tako registriran, da nismo mogli več registrirati za člansko ekipo, drugače bi Kralj že zdavnej v prvem oknu, po prvem oknu bi že prišel in se registriral za prvo ekipo, ne. Pa ni mogel. Tako da, evo, upamo, da bo lepše to vse skupaj izgledalo, pa da bomo v tej sezoni že nekako pripravili en kostur ekipe, ki bo osnova za mogoče malo dodelave za naslednjo leto. In to bomo poskušali čim prej, ne do zadnjega, ampak čim prej, tako da bo imel trener od prvega dneva pripravil ekipo na Ulmu, ker to je lahko uspešna zadeva
če se bo dejansko ekipa pripravljala skupaj 2 meseca in fizično in ne vem, in košarkarsko in vse skupaj. Drugače pa to posledica pol tega je pa to, kar imamo zdaj, če to ni to opravljeno. Osnova v začetku. Še kakšno vprašanje? Če ne, hvala vsem, pa lep dan še naprej. Hvala. Ajde.